Se pravi, Noemi Zonta, punca, ki se fura z enim starim avtom in ima v prtljažniku polno psov in skatov. V srednji šoli sem se poškodovala z longboardom in sem enkrat letela, pač kamen je bil na cesti in jaz sem ga zadela z kolesom, se prevrnila naprej z rolko pač in direktno na zobe. In sem nek strah razvila do tega športa. Od takrat naprej sem vse rolke, čisto vse sem položila v en kot v garaži in nisem nikoli več taknila. Ko nastaja tista slika, sem bila na takem čisto zafejljenem obdobju. Imeli smo eno družinsko bolezen, nikamor nisem mogla iti, nisem mogla potovati. Sploh ne vem, zakaj sem si dejansko takrat umislila srbski, ker je dejansko dosti bolj zahteven, ko me malo včasih stisnilo, dobila sem ta preblisk v glavi tega mojega padca izpred tistih let. Ker nekaj časa nisem padla dejansko, ker sem se toliko bremzala. Ko sem padla, bilo pa dejansko še najboljše, zato ker sem gotovila, da pač malo si popraskana, pa gremo dalje, nič takega. No. Če sem zmogla narediti to pri tem športu, potem lahko to preslikam v življenje in zdaj sem tu. Imam svojo znamko nogavic, lahko grem kadarkoli želim skatati in surfati, to mi je najbolj pomembno. Zdaj smo bili na Lanzarotah in smo imeli pač eno snemanje in sem se poškodovala prvi dan in imela sem pa tako ful enih stvari za slikati. Nisem pa mogla niti hoditi, bila sem na protibolečinskih. Ni bilo to vse, kakšen teden, dva po tistem in pač prišla karantena v Španiji. Ful je bilo drugače kot tukaj, nisi smo niti iz hiše. Najprej je bilo kar tako malo panično, malo sem se sesula, joj, kako bom zdaj, kaj bom zdaj naredila. Takrat sem se dejansko zavedala, da ni kul, da sem samo v eno stvar osredotočena. Kaj bi pa lahko zdaj, kako se lahko zdaj iz te situacije zvlečem. In se spomnim, da bi mogoče lahko naredila svoje nogavice. Ko sem prišla domov, je bila tako akcija, sem naredila nogavice in prvo kolekcijo in sem začela pač prodajati. Mogoče je taka dobra šola, verjetno največji tak preskok v mojem poslovnem življenju, ker sem v bistvu malo bolj zaštekla, zakaj vse skupaj gre. No. Tako da ja. V glavnem, to je moja prva slika z novim avtom. Nekako sem razmišljala, kaj bi naredila, tisti kombi mi ni bil več tako všeč, ko vidim en oglas in vidim en avto in tako, ta pa mi je ful cool, ne. Nič, ko sem prišla domov, prva stvar, ki sem naredila, je, da sem šla pogledati ta avto. Takoj sem to je to. V glavnem, čez nekaj dni sem ga kupila in dejansko sem en perfekten kombi z malo kilometri, ki je imel vse, kar potrebujem, zamenjala z eno kripo iz leta 78. In ko sem se vozila nazaj, tako sem mislila, zdaj sem pa totalno zafejljala. Ta avto je pač napol crkoval, ker se je ugašal, vse je bilo trdo in se nekaj, kakšno neumnost sem zdaj naredila, res, kaj mi bilo tega treba. Potem je šlo poitek vse samo navzgor, ker je nekako postal nek simbol. Brendi so ga zvohali, ful ga rabimo za slikanje, ga kar pokoristimo kot neko scenografijo. Zdaj mi je kar cool, zdaj ne vem, si ne predstavljam, da bi dejansko živela brez oldtimerja. Ampak vem, da me še ful failov čaka verjetno s tem avtom, ampak vzajemo za kup. Fail je neomejeno, da enkrat ne boš več.